Drage ljubitelice in ljubitelji nogometa, posebej navijači rumene družine, dobrodošli v novem nogometnem magazinu Skozi rumena očala. Mirno lahko rečem, da je tale naša familija odlično začela spomladanski del nogometnega prvenstva. Ta mladi in ta stari, vsak posebej, pa tudi skupaj dokazujejo, da smo na pravi poti. Res je v teh dneh lep pogled skozi rumena očala. Za vas smo pripravili pregled dogajanj v nogometnem klubu Domžale, na koncu pa vas seveda čaka še nagradno vprašanje, ki vam lahko prinese lepo doživetje v pivnici in pivovarni Adam Ravbar. Pregled začetka spomladanskega dela začenjamo seveda z našo najbolj izkušeno ekipo. Po prvi tekmi članov s sežanskim Taborom, ki se je končala z remijem 1:1, priznam, da nobeden od nas ni mislil, da bo to edini gol, ki ga bomo prejeli v prvih 4 obračunih. Sledila je namreč zmaga na zaostali tekmi jesenskega dela. V derbiju Ljubljanske kotline so naši fantje prikazali zrelo borbeno predstavo in premagali Olimpijo z 2:0. Ko greš na gostovanje k vodilni ekipi prvenstva, seveda želiš pokazati največ, zmago pa si ne moreš kar pripisati. Res je to bila tekma, ki se jo je izplačalo pogledati. Koper je igral na nivoju, naša ekipa pa še za odtenek boljše in zmaga je odšla v Domžale. Končni izid 0:2 za rumene bojevnike. Po teh 2 tekmah se je v nogometnih in navijaških krogih že začelo govoriti, da je Domžalam uspelo sestaviti zanimivo mešanico mladih in starejših izkušenih igralcev, ki bodo trd oreh za vse nasprotnike. Vse to je dokazala tudi tekma tega vikenda proti Bravu, ko so Domžale v prepričljivi zmagi s 3:0 še z golom več nadgradili prejšnji 2 zmagi. Res super začetek spomladanskega dela. Ob vseh teh imenitnih podvigih ne smemo pozabiti, da smo dočakali še 2 jubileja. Vratar Ajdin Mulalić se je po poškodbi odlično vrnil in si s samo enim prijetim zadetkom na 4 tekmah, kar sam nekako čestital za 100. tekmo v dresu nogometnega kluba Domžale. Ajdin, čestitke in še dolgo išči ključ od vrat. Mah, nič ga iskat, naj kar ostanejo zaklenjena. Seveda ne vem, ali so se igralci med seboj dogovorili, da si sami najlepše čestitajo za mejnike v karieri. Zgleda pa že tako. Zenih Osmani ima zdaj pod pasom 2-krat toliko tekem kot Mulalić, tik pred svojim 200. nastopom v domžalskem članskem dresu pa je prav z 2 zadetki potopil Koper. Prvi je bil prava petarda. Zeni, tudi tebi iskrene čestitke in naj ta strelska noga ostane vroča do konca prvenstva in naprej. Po vsem tem nam seveda ni preostalo drugega, da obiščemo trenerja Dejana Đuranovića. Zanimalo me je, kako se trener spopade z izzivom, da po takem štartu nogometaši ostanejo prizemljeni, sploh mladina, ki včasih prehitro razpre krila. Kako torej poskrbeti, da ne pomislijo, hudi smo, tudi naslednjo tekmo bomo z lahkoto dobili. Dejan z odgovorom ni imel težav. Lahko rečem, da je to tudi dobrodošlo, ker so tudi starejši igralci, ki imajo že izkušnje s takimi drugačnimi serijami. Zdaj govorimo o tej pozitivni seriji, ko nikakor ne smeš po dobrih igrah in dobrih rezultatih se zadovoljiti in to sprejeti kot nekaj samoumevnega, ampak da je za vsako tako stvar potrebno biti predvsem v glavi, v pristopu maksimalno motiviran, angažiran, zavedati se, kaj si vse vložil v to, kaj smo mi vsi skupaj igralci od prvega dneva priprav, pomeni od 3. januarja naprej, vložili v to in nekako iskati neke vzvode motivacijske, da grejo vsako tekmo na novo maksimalno pripravljeni, da imajo veliko željo in velik motiv, da se to potrjuje, da samo s takim pristopom dejansko potem kažeš to, kar si sposoben pokazati, svojo kvaliteto in da potem v ekipi skupaj dosežeš tudi tak rezultat. Očitno trener Dejan Đuranović v svojem mirnem slogu točno ve, kaj in kako.
Smo pa ujeli tudi zadnje čase razumljivo nasmejanega športnega direktorja Mateja Oražma. Pred spomladanskim delom je v daljšem intervjuju obljubil, da se Domžale vračajo k koreninam in k uveljavitvi mladih igralcev iz lastne nogometne šole. Ja, absolutno. Jaz sem zelo zadovoljen, da smo v tako kratkem času v bistvu že nekako te nastavke, ki smo jih delali skozi celo pripravljalno obdobje, uspeli spraviti v realnost. Ne samo to, zraven smo tudi zelo dobro igrali in imeli super rezultate in veselim, da zadeva gre z roko v roki. Ne bom rekel, da smo zdaj pričakovali ravno tako uspešen uvod v sam spomladanski del, ampak definitivno smo se nadejali nečemu podobnemu. O fantastičnih predstavah 17-letnega Mitje Ileniča so se razgovorili v vsej športni sreni. Vroč je tudi Benjamin Markuš. Direktor, očitno ste držali besedo o tem, da bo tudi mladina dobila priložnost v članskem moštvu. Mene ni presenetil, mislim, da celotne priprave smo videli, kako zadeva deluje. Če govorimo o Ileniču, on si je svojo priložnost na pripravah, če sam izboril, jo zadrži in iz tekme v tekmo dokazuje, da si tukaj zasluži biti, ne glede na to, koliko je star. Medtem, ko pri Markušu je pa ta poškodba ključnice ga pač malo zaustavila v lanskem letu in mislim, da je zdaj po teh opravljenih pripravah prišel nazaj v polni formi in to tudi dokazuje na igrišču. Seveda Nika ne smemo pozabiti, ki je tudi veliko svežine vnašal vsako tekmo v Kopru in silu tudi v končni fazi je rdeč karton, ki je nekako tekmo zaprl. Tukaj sta pa še Nikola pa Emir, ki upam, da boste tudi zdaj v naslednjih 3-4 tekmah zraven, ker sta se tudi v pripravljalnem obdobju pokazala zelo dobro. Tako da jaz mislim, da se ne bomo zaustavili, da bomo to kvečemu stopnjevali. Vsi skupaj pa verjamemo, da bodo tudi rezultati temu sledili. In ravno zadnja dva omenjena sta zabila gole na mladinski tekmi. Na gostovanju pri nogometnem klubu Olimpija na prvi tekmi spomladanskega dela so slavili tako kadeti, ki so verjeli ali ne pred dnevi trenirali kar s člansko ekipo, zmagali pa so tudi mladinci. Na mladinski tekmi je dvakrat zadel Emir Sajtovski, gol pa je dodal še Nikola Jovičevič. Za zmago kadetov je zadel Hamza Saleševič. Bravo mladina oziroma podmladek rumene družine. Se pa ob vsem tem sprašujem, ali ima istrsko mesto Umag slučajno kak magični izvir vode, morda je njihova burja dala vetra našim nogometašem. Tam so bili na pripravah člani, ki nas navdušujejo s svojimi predstavami, tam so bili na pripravah kadeti in mladinci, ki so uspešno začeli spomladanski del prvenstva. Ne vem, če ni vodstvo nogometnega kluba Domžale zdaj tja kar iz vraževernosti poslalo na priprave še ekipi U14 in U15. Prekleto presneto. 300 kosmatih. Kako hitro je danes minil tale pogled skozi rumena očala. Priznam, lažje jih je natakniti, ko se dogajajo uspehi in seveda si vsi želimo, da gre vsaj približno tako do konca letošnjega prvenstva. Mi bomo vse spremljali in o tem poročali. Vem, zdaj že razmišljate, a je Pečo pozabil na nagradno igro za vas, zveste sledilce in navijače. Seveda ne. Pivnico in pivovarno Adam Ravbar iz Domžal mnogi že poznate. No, vsi pa imate možnost, da s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje osvojite bon za 50 € za njihove hmeljeve tekoče dobrote ali dobrote iz njihove odlične kuhinje. Vprašanje vam bo tokrat zastavil kar fant, ki smo ga zaradi njegovih predstav imeli pogosto v zobeh. Seveda v dobrem smislu. Mičko, povej! Jaz sem zelo ponosen, da sem kot mladinec zaigral za člansko ekipo, vendar eden igralec me je prehitel, to je Haris Vujčkić. Nagradno vprašanje. Koliko je bil Haris star, ko je zaigral za člansko moštvo? Odgovor zapišite na naših družabnih omrežjih pod objavo te oddaje. Naj vam prišepnem le to, da so Domžale zaradi njegove mladosti celo prejele kazen.
Bon za 50 evrov v pivnici in pivovarni Adam Rauber bo izžreban med tiste, ki boste pravilno odgovorili. Hvala, ker ste zdržali do konca. To je bil še en pogled skozi rumena očala. Veseli bomo tudi vaših mnenj o oddaji, pohval, pa tudi konstruktivne kritike. Še posebej nas boste razveselili, če jo delite s prijatelji na vaših družabnih omrežjih. Že jutri pa bo članska ekipa pisala novo zgodbo na travnati zelenici na tekmi proti Aluminiju iz Kidričevega. Mi bomo zbirali material za naslednjo oddajo. Do takrat nasvidenje in seveda vabljeni na domžalski stadion, ko so na vrsti domače tekme rumene družine.